Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovornicami odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o strahu pred kriznimi razmerami, tudi o morebitnem strahu pred vojno. Z menoj je Anica Ferlin iz sektorja za civilno obrambo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo in za priložnost, da spregovorimo tudi o tej malo bolj resni temi. Najlepša hvala za udeležbo. Torej, kaj je najhuje, kar se nam v Sloveniji lahko zgodi? Tveganja v zadnjem obdobju ali pa percepcija tveganj se precej spreminja. Odmikamo se od možnosti nekih vojaških, oboroženih, kinetičnih spopadov k zelo širokemu spektru tveganj, ki se pojavljajo tako v povezavi z kritično infrastrukturo, kibernetskimi grožnjami, hibridnim delovanjem, predvsem pa tudi zelo obsežnimi posledicami podnebnih sprememb v obliki katastrofalnih naravnih nesreč, tudi drugih nesreč. Ne da se nekako rangirati, kaj je tisto, kar bi za nas v določeni situaciji pomenilo največjo, recimo temu, katastrofo, ker je seveda vse odvisno od verjetnosti samega pojava in posledic, ki bi jih pač določeni pojav imel na nas kot državo, družbo in tudi posameznike. Seveda pa percepcija tudi subjektivne narave in vsak posameznik si določeno tveganje interpretira in ga občuti po svoje. Torej, država izračunava določena tveganja, ki obstajajo za, primere potresov, za primere poplav, za primere tudi vojen. Tako je. V državi poznamo precej različnih ocen tveganj. V javnosti so mogoče bolj poznane ocene tveganj pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so pripravljene za različne vrste nesreč, od požarov, potresov, poplav, suše, pojava nalezljivih bolezni in tako dalje. Tudi obstaja državna ocena za delovanje v primeru terorističnega napada in tudi državna ocena ogroženosti države pred napadom. Pa je ravno to ogroženost države pred napadom danes faktor tveganja višji, kot je bil, morda na začetku vojne z Ukrajino? Ne glede na spremembe v mednarodnem varnostnem okolju, moramo reči, da Republika Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. Seveda, tudi če bi do tega prišlo, da bi pristojni organi sprejeli vse potrebne ukrepe in ustrezno odreagirali, javnost bi bila o tem ustrezno informirana. Ampak, tako kot sem rekla, ne glede na spremembe, ki so se pojavile v zadnjem času, nevarnost neposrednega vojaškega spopada znotraj meja Republike Slovenije ostaja zelo nizka. Je pa precej večja verjetnost, da se pojavi kakšno drugo tveganje, ki sem jih že izpostavila na začetku, ki pa niso povezani nujno z spremembami v mednarodnem okolju in na področju varnosti. Katero pa je največje? Torej, kar nekaj ste jih našteli, od naravnih nesreč do podnebnih sprememb oziroma posledic. Mogoče bi se obrnila kar k trendom v zadnjih letih in potem izpostavila naravne nesreče. Te so nekako tudi najbolj nepredvidljive, še posebej kakšni potresi, ki jih ni mogoče natančno napovedati, ni jih mogoče tudi v celoti predvideti. Izvajamo številne preventivne ukrepe, vendar in smo dobro pripravljeni, ampak v celoti pa ni mogoče predvideti vseh razmer, oziroma vseh situacij, ki jih narava sproži. Pravi, v primeru potresa, ali v Sloveniji vemo, koliko nekih objektov je potresno varno in koliko ne, oziroma ali lahko nek posameznik nekje preveri, ali je njegovo bivališče potresno ustrezno ali ne? Vezano na nevarnost potresov v Republiki Sloveniji obstajajo številne študije oziroma tudi aplikacija, ki je dostopna na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, kjer lahko posamezniki z vnosom določenih karakteristik njegove zgradbe oziroma objekta, v katerem prebiva, ocenijo, kako potresno varna je ta stavba. Izdelane so tudi študije potresne varnosti določenih javnih zgradb oziroma
objektov v srednji Sloveniji, predvsem to je precej odmevalo v javnosti v zadnjih letih. Izvajajo se tudi zelo obsežne vaje na tem področju in številni ukrepi, predvsem na ravni preventivnega delovanja, torej da, ker potresov ni mogoče z 100% natančnostjo napovedati in tudi so nepredvidljivi, veliko vlagati v preventivno delovanje, torej da se pripravljamo, usposabljamo, imamo primerno opremo, torej da se lahko sile za zaščito, reševanje in pomoč odzovejo, ter da gradimo protipotresne varne objekte. Vemo, da marsikatero ni. In torej, morda, če ostanemo najprej na tem, kako se kot posamezniki lahko sami dobro pripravimo, kaj je tisto, kar bi moral vsak človek vedeti, kako se odzvati v nekem kriznem trenutku, ko pride do potresa, recimo. Predvsem je pomembno, ne glede na to, v kakšni situaciji se posameznik znajde, da v njej pravilno odreagira. To pa bo lahko naredil na podlagi tega, da se vnaprej dobro informira. Torej, mogoče smo v zadnjih letih ali pa desetletjih, predvsem generacije, ki smo odraščale po osamosvojitveni vojni, nekako živele v prepričanju, da je vojna abstraktna. Realno se je pojavila v zadnjih letih na pragu Evrope, torej in da so tudi velike naravne nesreče neki dogodki, ki se lahko pojavijo v drugih državah, mi pa smo pred tem varni. Temu ni tako, to so nam pokazale izkušnje v zadnjih letih ali pa desetletju, tako z ledolomom, covidom, potem poplavami, požari. In potrebno je, da se posameznik predvsem dobro informira, torej da oceni, katera so tista tveganja, ki jim je sam izpostavljen, tudi kot individualno, ne zgolj na ravni celotne družbe in države, da potem oceni, na kakšen način se lahko tem tveganjem zoperstavi, kako bi se odzval, če bi se ta tveganja pojavila oziroma eskalirala, in na kakšen način bo najhitreje se pobral in ukreval po teh tveganjih. Torej, govorimo o tem, da posameznik gradi svojo lastno odpornost po različnih področjih, torej tako na področju, kibernetske varnosti, da oceni, ali je dovzeten, ranljiv za neke kibernetska tveganja in si potem naloži ustrezno programsko opremo, se ustrezno usposobi, da prepozna tovrstna tveganja. Če govorimo o potresih ali pa o požarih ali pa čemarkoli, da ravna preventivno, torej da se informira, da ustrezno zaščiti ali objekt ali da, v primeru potresa tudi pričvrsti kakšne omare, predmete, da ga ne ogrožajo, če do potresa pride, in da pripravi kakšne nujne potrebščine, ki bi jih v tovrstnih primerih lahko potreboval, pa ni potem časa za daljše priprave. Torej, je v bistvu kar nujno, glede na to, da vemo, da je Slovenija na nekem potresno nevarnem območju, saj ta osrednji gorenjski del, pa dol Posavje, če se ne motim, da imamo pripravljene, se pravi, ruzak z dokumenti, z najnujnejšimi stvarmi, kaj še poleg dokumentov dati noter? Ta navodila za ravnanje posameznikov oziroma, če lahko rečemo, za preživetje do 72 ur ali pa še nekoliko dlje, so zdaj zelo pogosto omenjena v javnosti, še posebej ob dejstvu, da so tovrstna navodila prišla strani številnih evropskih držav, ki so izdale tudi kakšne knjižice, brošure in napotke za svoje prebivalstvo, pa pri nas niso neka novost. Moram reči, da zelo koristni in podrobni napotki za ravnanje prebivalstva in kako se pripraviti za določene primere obstajajo že več let, celo desetletji. Posamezniki oziroma prebivalci jih najdejo na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje. In ti napotki vsebujejo zelo koristne informacije, kaj naj si pripravimo za primere različnih kriz, tudi nesreč, konec koncev tudi vojne. Zelo primerno ali pa nepogrešljivo je, da imamo doma določeno zalogo hrane, ki je
nepokvarljiva, z daljšim rokom uporabe, ki jo shranjujemo v temnih, suhih prostorih, v kaki vodotesni embalaži, da imamo tudi zalogo vode pitne. Priporočljivo je, da jo imamo tam za vsaj 3 dni. Te količine seveda so bolj podrobneje opredeljene na omenjeni spletni strani. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na svoje domače živali, tudi one potrebujejo vodo in hrano v izrednih situacijah. Poleg tega so zelo koristni kakšni pripomočki za pripravo hrane, od kakega gorilnika, pribora. Ne smemo pozabiti seveda na zdravila, ki jih potrebujemo, in neko prvo pomoč. V tovrstnih primerih, ko pride do nesreč ali pa porušitve in izpada energije, porušitve kakšne infrastrukture, omejitev prometa, so potem tudi zelo pogosti pojavi kakšnih nalezljivih bolezni, kakšnih okužb, zato je zelo pomembno tudi vzdrževanje higiene, torej moramo vnaprej pripraviti tudi pripomočke za vzdrževanje higiene, potem seveda omenila ste tudi že kakšne dokumente, če ne original, vsaj kako kopijo, no. In seveda kakšna nepremočljiva oblačila, trpežne čevlje, kako odejo. Ne smemo pozabiti na kakšno baterijo in radijski sprejemnik z baterijami, pa zagotovo bi se še kaj našlo, no, kar bi nam koristilo v tovrstnih situacijah. Kaj pa omenili ste, da zelo pomembno informiranje, pravilno informiranje, da se takrat ljudje poiščejo te informacije. Lahko so, se pravi, internet lahko ne deluje, rutarje zmeče ven, kako ravnati takrat, na kaj se zanesti. Tudi vemo, da v kriznih situacijah je veliko nekih govoric, vsak bi rad nekaj pristavil, povedal, kaj je izvedel, na koga, komu takrat verjeti oziroma na koga se zanesti. Ja, v kriznih situacijah obstaja zelo velika verjetnost, da pride do kakšnih nepravilnih informacij, še posebej, če so te iz nezanesljivih virov, tako da je priporočljivo, da se osredotočimo in spremljamo potem neke ustaljene medije, torej uradne medije, da spremljamo obvestila, ki so podana strani akterjev, ki sodelujejo pri odzivu na določen dogodek, torej da spremljamo kakšne tiskovne konference, navodila in napotke, ki so v tisti situaciji pomembna. Če pa pride do izpada pač nekih sodobne tehnologije, pa seveda so potem tudi neki bolj analogni sistemi, torej kak radio, ko ni mogoče preverjati informacij ali pa pridobivati preko interneta. Torej radio na baterije. Je fino imeti doma, ga sploh še prodajajo. Skrajna možnost. Se to sploh še dobi. Zagotovo se najde še kje v kakšni kleti na podstrešju mogoče, no. Ja. Dobro, beremo v medijih, prej ste že omenila, različne države se na različne načine pripravljajo, opozarjajo svoje državljane, kako ravnati v kriznih razmerah. Zdaj iz Nizozemske je prišla ena vest, da pri njih narašča število tečajev usposabljanja za preživetje. Kaj pa pri nas? Se tudi povečuje zanimanje za tovrstno pripravljenost? Ja, glede v primeru izrednih situacij seveda se potem mogoče prebivalci začnemo spraševati, kaj lahko sami storimo. Jaz tega nekega konkretnega podatka, da bi zaradi situacije v Ukrajini ali pa nekih drugih situacij v mednarodnem varnostnem okolju prišlo do bistvenega povečanja števila teh tečajev za neko preživetje ali pa tudi za povečanje zanimanja za tovrstne tečaje nimam. Verjamem pa, da si posamezniki vsak po svoji lastni presoji pač pridobivajo različne informacije z različnih virov ali pa sprejemajo določene ukrepe, ki se njim zdijo v določeni situaciji najbolj primerni. Okay. Kaj pa država? Kako je v bistvu Slovenija pripravljena na vojne razmere, na krizne razmere, na zaščito svojih državljanov?
Jaz bi ocenila, da je Republika Slovenija dobro pripravljena na različne situacije. Slednje se je pokazalo tudi v vaji Odporno 24, ki je bila izvedena lani na ravni države, in v kateri je sodelovalo 46 vadbencev in okrog 2000 udeležencev. V Sloveniji imamo namreč že leta in desetletja zelo dobro vzpostavljene strukture znotraj nacionalno-varnostnega sistema. Že prej sem omenila, obstajajo določeni načrti ocene tveganja. Omenila sem načrte zaščite in reševanja, ki zagotavljajo oziroma usmerjajo potem delovanje v določenih primerih in nesrečah. Potem imamo tudi določene načrte za odziv na področju notranje varnosti in tudi obrambni načrt države, v katerem so predvidene naloge, ki bi jih izvajalci, torej nosilci obrambnega načrtovanja, izvajali v primeru torej tudi vojne oziroma tudi v nekaterih drugih situacijah. Gre pa to za naloge, ki stremijo k ne samo podpori delovanja vojske, ampak tudi k zagotavljanju neprekinjenega delovanja oblasti, gospodarstva, ključnih družbenih funkcij in predvsem preskrbi in preživetju prebivalstva. Ti nosilci obrambnega načrtovanja se sami delujejo na tem področju, k tem štejemo tako ministrstva, nekatere vladne službe, Banko Slovenije, tudi nekatere gospodarske družbe, zavode in organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, in vsi ti subjekti že leta delujejo na tem področju, torej imajo ta status, pripravljajo lastne načrte in svoj del v obrambnem načrtu države in so dobro seznanjeni z svojo vlogo, odgovornostjo pri izvajanju teh nalog, ki sem jih prej naštela. Čeprav ste dejali, da Slovenija ni ogrožena, kar se tiče vojne, pa vseeno vemo, da je ta strah pred vojno zelo subjektiven, marsikdo ga lahko občuti. In potem smo tukaj hitro pri zakloniščih, torej ko se sproži nek alarm, pomislimo na zaklonišče. Brali smo in poslušali v medijih, da pa niti ne vemo, kdo vse ima ključe od teh zaklonišč. Torej, kako je s tem, se je tukaj stanje mogoče kaj izboljšalo, se je naredil bolj podroben načrt glede tega? Konkretnih podatkov oziroma bi jih težko interpretirala, ampak jih žal niti nimam, ker so tudi v realni situaciji precej različni oziroma nepopolni. Stanje z zaklonišči se je pač začelo spreminjati v zadnjih 3 desetletjih, tudi zaradi odsotnosti teh nekih ali pa samo percepcije odsotnosti tveganja in groženj ter vključitve Republike Slovenije v neke mednarodne povezave, ki so nam ponujale garancijo varnosti, solidarnosti. Ampak tega zdaj ni več, oziroma se krha, je še vedno, da ne bom... Ampak spremembe v mednarodnem varnostnem okolju so seveda bolj na to vsakodnevno agendo prinesle vprašanje varnosti ponovno in s tem tudi vprašanje zaklonišč. Moramo pa nekako si priznati, da so te spremembe in situacija z zaklonišči izvira tudi iz potreb javnosti oziroma prebivalstva in tudi nekih pozivov, ki so se pred parimi desetletji pojavila ravno zaradi te odsotnosti groženj, da se te objekti in infrastruktura, ki je bila namenjena za zaklanjanje, nameni v drugo rabo. Torej, vemo, veliko bendov je tam dobilo neke svoje prostore za vadbe, pa kolesarnice. In sedaj je zelo, zelo težko potem odpraviti te pomanjkljivosti čez noč. Vsekakor se država tega ampak nekdo je
moral dati dovoljenje za to, dati ključ in tako naprej, verjetno neke seveda. Ampak načeloma so to torej občine pristojne, da vedo, kaj poteka. Tako. Občine so potem pač sprostile najbrž neke omejitve, tudi država je potem malo razrahljala nadzore, ampak to se počasi spreminja, ker je vlada odločila ravno po sami vaji odpornost, da se stanje na področju zaklonišč uredi vsaj v nekaj doglednih letih. Prvi korak je to, da pridobimo konkretno pa točno informacijo o tem, kakšno je stanje na terenu, koliko zaklonišč dejansko potrebujemo in kakšna pač že imamo, in da se potem ali nadgradi obstoječa ali pa zagotovi nova tam, kjer je potrebno. Torej to je v pripravi, če sem spravilno razumela. Tako. Kakšna pa je v bistvu vloga morda delodajalca, šol pri temu, da so usposobljeni oziroma da nas usposabljajo za neke krizne razmere, da ko se zgodi, če smo v šoli, če smo v službi, da je tam nekdo, ki bo prevzel poveljstvo in rekel, zdaj pa tako umirite se, ne vem. Usposabljanje in vaje so mogoče ena tistih najbolj pomembnih stvari, ki nam pomagajo, da se potem v takšnih nekih izrednih situacijah pravilno odzovemo, tudi pomagajo nekako premagovati strah in neke stiske. Je pa seveda tega premalo. Ker vemo, za požarno varnost je to zakonsko določeno, imamo vsako leto ta izobraževanja, za kaj drugega pa potem ne. Seveda, kot ste že sama ocenila, je to nekako tudi v mogoče pristojnosti ali pa prepuščeno bolj oceni odgovornih oseb, kako pogosto bodo ocenili, da je potrebno izvesti kakšno vajo ali pa usposabljanje. Vsekakor bi pa to pač moralo potekati redno, predvsem v šolah, javnih institucijah, tudi gospodarskih družbah, torej da se kot posamezniki in družba in organizacije znamo odzvati, torej da se znamo evakuirati. Tudi nedavni požari ali pa neke nesreče so pokazale, da premalo vemo o evakuaciji, včasih se zgodi, da tudi ignoriramo kakšne znake, na katere bi morali odreagirati, tako da je pomembno, da se čim več informira prebivalce. Ampak kdo bi to moral delati? Mi si želimo, oziroma se stopnjujejo aktivnosti na tem področju, v pripravi je tudi nekakšen komunikacijski načrt, kjer bi vsi deležniki na področju nacionalne varnosti prispevali po svoji tematiki, za katero so pristojni, vsebine, ki so pomembne za prebivalstvo. Predvsem pa si prizadevamo tudi na našem ministrstvu za obrambo, skupaj z obema ministrstvoma, ki sta pristojna na področju osnovnošolske in srednješolske vzgoje, da bi več vsebin prinesli tudi v izobraževalne programe. Vemo, da pač neke vsebin, ki prispevajo k pripravljenosti in odpornosti otrok in mladostnikov, se že izvaja, predvsem z področja informacijske varnosti, zdravja in tako naprej. Si pa želimo, da bi bilo teh vsebin še več. Prva pomoč, dokler ne narediš nekega izpita za avto, pa je precej velika neznanka, se mi zdi, da marsikdo danes ne bi znal reagirati, ko bi prišlo. To so vsebine, za katere si želimo, da bi jih kot obvezni ali izbirni predmet v nekem časovnem obdobju lahko uvedli v šole. Ne bi se pa dalo to kot del nekega že obstoječega predmeta, ker če vemo, da je nekaj izbirno, potem je spet to tako. Tudi, oziroma prilagojeno za določene starostne skupine, seveda, ker mlajšim je potrebno ponuditi neke zgolj splošne informacije, da se vzpostavi oziroma ukrepi zavedanje, da je varnost pomembna in da ni samoumevna, potem v starejših starostnih skupinah, potem pa seveda tudi obvezne ali pa neke izbirne vsebine z področja varnosti, zaščite, pa tudi pač širše z področja odpornosti države, družbe in posameznikov. Ko ste omenili nedavne dogodke, požar in evakuacijo, seveda sem se spomnila na požar v Makedoniji, ki je bil res
strašen. Po drugi strani pa tudi vem, da je tudi v Sloveniji marsikater klub takšen, alternativni klub, ki niti nima morda nekih uradnih dovoljenj. Pa me zanima, ali država tukaj ve, kaj vse je na terenu, kaj se v bistvu deluje, pa ni verjetno čisto v skladu z zakonom in kakšno je tam stanje, ker veliko teh dogodkov se dogaja v teh zapuščenih halah in tako naprej, ker tudi verjetno ni teh izhodov. Jaz osebno bi ocenila, da država ima ustrezne mehanizme, ki nadzirajo predvsem te objekte z vidika požarne varnosti, zato so pristojne inšpekcijske službe, ki opravljajo svoje delo. Ampak če gre za skvotano območje, potem to verjetno težko. Je pa vedno pač kakšna zgradba, v kateri se izvajajo kakšne aktivnosti, nad katerimi pa tudi država najbrž nima nadzora. Pa morda čisto za te ljudi, če naj morebiti poslušajo neki nasveti, kako naj pa kljub vsemu zaščitijo in kaj naj nujno gledajo, ko prirejajo neke dogodke, ki so izven nekih zakonskih gabaritov, da je, potrebno imeti 2-3 vhode, odprta okna, napotke izven zakonskih gabaritov vam res težko ponudim. Če delujejo. Težko ponudim, ampak po mojem osebnem prepričanju seveda pač je pomembno to, da imamo dovolj izhodov, da ti objekti niso preveč nasičeni, da smo previdni z uporabo tehnike, tudi nekih svetlobnih in drugih efektov, da imamo zagotovljene gasilne aparate, pa pač kakšne druge še možnosti preprečevanja širjenja požara. Pa ni samo požar tisti, ki potem take objekte naredi tvegane, ker če govorimo o kakšnih takih zapuščenih starejših objektih, ki jih nihče ne upravlja, pa nima niti zelo velikega nadzora nad njimi, potem je tudi vprašanje drugih tveganj od statike in potresne varnosti in tako naprej. Nesreča nikoli ne počiva, v resnici za potres, tako kot verjetno tudi za vojno, nikoli ne vemo, kdaj nas bo udarila in ko nas, je verjetno kar to velik šok, kako takrat v bistvu ostati miren oziroma kako se pomiriti in ne paničariti. Torej, ključno je ravno to, kar sva že govorila, da kar storimo pred samim pojavom dogodka, da se o vsakršnem tveganju, pa ne bo to nesreča ali pa vojna, ustrezno informiramo, da pridobimo informacije, tiste, ki so relevantne za nas, da spremljamo situacijo, če se pač ta razvija in jo je mogoče spremljati, da sami kot posamezniki sprejmemo neke preventivne in pripravljalne ukrepe, da se usposobimo, če je to mogoče za določene primere, da spremljamo informacije, ki so nam dostopne preko medijev in drugih virov, ter da se tudi, seveda, pogovarjamo o tem, da tudi na ravni svojih nekih ožjih celic, torej družine ali pa skupnosti, se pogovarjamo o tem, delimo izkušnje ali pa znanje. Vsi vemo, da v Republiki Sloveniji zelo veliko posameznikov, ki profesionalno ali pa prostovoljno deluje znotraj nacionalno-varnostnega sistema, predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in ti ljudje so zelo dobro opolnomočeni in svoje znanje in vedenje prenašajo tudi na svoje bližnje in na skupnost, kar tudi zelo dobro prispeva k neki percepciji varnosti ali pa opolnomočenju. Predvsem pa tudi, da se pogovarjamo znotraj teh celic družine in širše, na kakšen način bi odreagirali, kaj se bomo dobili, ko se nekaj zgodi. Kako se bomo evakuirali, kdo prime ruzak, kdo odnese to. Se pravi, zelo tako podrobno. Je že čas v bistvu, če so prej rekli, da je zdaj bilo nekih desetletij, ko smo živeli v miru in nič se nam ne more zgoditi, pa se nas NATO ščiti. Zdaj čas, ko res pač potrebujemo začeti te pogovore in se pogovarjati.
Ni to čas zdaj, to je bil čas tudi pred več desetletji zaradi potresa ali pa česarkoli, ker vemo, ko pride do nesreče ali pa kakšnega izrednega dogodka, ni potem časa za pogovore in za razmišljanje in iskanje stvari, ki jih pač potem v nadaljevanju potrebujemo. Sami vemo izkušnjo izpred 2 let ob katastrofalnih poplavah, ko se pač rešujejo življenja, ni mogoče razmišljati o premoženju in pač stvarih, ki jih potem pa v nadaljevanju, tudi ko ti narava odvzame tvoje premoženje, še vedno pač rabiš za nadaljevanje življenja in predvsem za okrevanje po tej katastrofi, ki te prizadene. Tako da o teh stvareh pač se je potrebno pogovarjati. Torej prihranke v vodotesne vreče. Ali pa na banko. Vemo, kakšni so Slovenci, bojda, ne vem, da imajo veliko doma. Tako da... Ja, verjetno kakšna manjša vsota gotovine, tako kot kopija dokumentov, ni odveč v kakršnem koli primeru, ampak imamo mi zelo dober delujoč bančni sistem, ki deluje oziroma bi zagotavljal delovanje in omogočil dostop do gotovine ali pa do nekih drugih valut v vseh razmerah. No. Kaj pa ogroženost, recimo, ne vem, ljudi, ki živijo v stolpnicah, v primerjavi s tistimi, ki so v hišah, nižjih blokih? Bi tukaj lahko zdaj govorili, da so eni bolj ogroženi kot drugi, določene stavbe bolj nevarne? Vemo, v Ljubljani je nekaj stolpnic, ki so popolnoma potresno neprimerne, verjetno bo tudi težko jačati to statiko. Ja, verjetno je, zelo je tudi odvisno od situacije, o kateri govorimo. Torej, če govorimo o potresih, potem so določene stolpnice, ki so potresno manj varne. Če govorimo pa tako na splošno, je pa ravno ta vidik evakuacije mogoče tisti, pri katerem imajo prednost stanovalci enostanovanjskih hiš oziroma objektov, zato ker zaradi večjega števila prebivalcev oziroma stanovalcev je mogoče evakuacija v stolpnicah počasnejša. Takrat je tudi ob nekih izrednih situacijah mogoča kakšna omejitev uporabe dvigal, torej se potem ta čas evakuacije mogoče še malo podaljša. Tudi že omenili sva z vidika potresne varnosti in statike in samih konstrukcij so mogoče enostanovanjski objekti bolj varni, ampak o tem najbrž lahko presojajo strokovnjaki z tega področja, pa tudi kar se tiče pač nekih zaklonišč, verjetno oziroma je teh manj v urbanih okoljih oziroma možnosti za zaklanjanje ali pa za umik so v nekih odprtih območjih širše kot pa v urbanem okolju. No. Kako pa država morda, če veste, razmišlja glede teh potresno nevarnih stavb, oziroma ali lahko nekdo, ki tam živi, računa na neko rešitev države, ker kaj narediti, ne vem, verjetno, če bomo zdaj rekli, to je popolnoma nevarna stolpnica, nihče drug ne bo kupil tega stanovanja, se pravi si kar od enkrat predstavljen pred izbiro, ali ostati nekje, kjer ti ob potresu grozi smrt, ali pa ostati brez stanovanja. Ja, teh objektov je kar nekaj v Ljubljani oziroma najbolj tudi verjetno na Gorenjskem in širše po Sloveniji, vendar jaz konkretnega podatka o tem, kaj v teh, kaj bi se lahko zgodilo ali pa se bo zgodilo s temi objekti, žal nimam. Verjetno obnova, protipotresna obnova vseh teh objektov ni mogoča, niti smotrna, tako da obstaja pač možnosti kakih nadomestnih gradenj ali pa kakorkoli, ampak
žal teh konkretnih informacij pa nimam. Morda za konec me še zanima, kako ste vi pripravljeni na krizne razmere? Imate doma vse to spakirano, o čemer so govorili, ali? Ne bom rekla, Kovačeva kobila je vedno bosa. Bom rekla, da določene stvari, ja, imam pripravljene, je pa še vedno pač mogoče ravno ta težava zanavljanja, no, da nismo tako zelo dosledni z zanavljanjem kakšnih stvari z krajšim rokom uporabe, ker je potrebno pač zadevo na vsake toliko časa zanoviti, torej zamenjati, pa kakšne dodatne baterije zagotovo ne bi škodile. Dobro, najlepša hvala za ta pojasnila in želim vse dobro. Hvala vam. Hvala vam za spremljanje, se vidimo in slišimo prihodnjič.